Lep pozdrav. Že 5 let, odkar smo ustanovili naše društvo, se sprašujem, kaj fibromialgija je. V našem društvu smo srečali toliko različnih ljudi s toliko različnimi boleznimi. Vsak ima 5 do 10 različnih bolezni, a predvsem nedobro poznanih, nepriznanih, podcenjenih, ampak cel kup, nihče nima samo 3 stanj. Vsi imajo vsaj 5 do 10, kakšni tudi po 20 bolezni. Nekateri imajo po en fascikel, drugi 2. Zelo hude stvari se jim dogajajo. In ker medicina ne ve, kaj točno z njimi narediti, jim rečejo, vi imate fibromialgijo, saj izpolnjujejo vse kriterije za fibromialgijo. Kriteriji za fibromialgijo so taki enaki kot za hipoksijo, se pravi za manko kisika v tkivih. Vsesplošna hipoteza pa pravi tako, nas oči pa drugi učijo tako, da kronična bolečina vedno je nekaj, kar je minilo in ne obstaja več, telo se pa še vedno oglaša. Naprimer, da bi se nekomu zlomila noga bi se zacelila, njega bi pa še vedno bolelo, bi to za njih pomenilo, da tega človeka več boleti ne sme. In če ga boli, je to neprimeren odziv živčevja na nekaj, kar ne obstaja. In oni zato pravijo, da imamo mi takšne sorte bolečino, ki je pretiran odziv živčnega sistema. Ne, da nas ne boli, ampak to je njihova hipoteza, sklepanje, ker boljše hipoteze nimajo ali pa jim morda tudi ustreza, ne vem. Vem pa, da je to sigurno hipoteza. Moram reči, da nekatere ljudi so kar že malo prepričali v to. Sploh, ker jim zelo radi zraven diagnosticirajo kakšno depresijo ali pa anksioznost, člani se pa ne morejo boriti proti temu. Ker v zdravstvenem sistemu, če ti zavrneš kakršnokoli zdravljenje, ti zavrnejo tudi vse ugodnosti. Se pravi, če ti, naprimer, da bi imel, ne vem, raka, pa zavrneš kemoterapijo ali pa obsevanje, še kakšno bolniško ti lahko zavrnejo, In tukaj pri naši bolezni je popolnoma isto. Če ti rečejo, da si depresiven, nimaš druge opcije kot pokimati, ker če se boriš proti sistemu, je to zelo, zelo težko za nekoga, ki je v zelo slabi fazi. Zato so začeli zelo množično razlagati, da ljudje, ki imajo fibromialgijo, imajo ne samo nepravilen odziv živčevja, ampak da se jim je to pojavilo po nekem stresu in da zato so anksiozni in depresivni in da to je skupek njihovega, da je to neka skupna točka. Jaz ne morem zanikati, da marsikomu je to prišlo, ta bolezen se mu je pojavila po travmi, ampak veste, jaz poznam polno ljudi, ki so dobili bolezen po neki travmi. Naprimer, moj oče ima multiplo, to je dobil po travmi. On je prišel iz vojske v zelo stresno službo, to je bila za njega travma, njemu je izbruhnil prvi izbruh multiple skleroze. Imam prijateljico, ko je imela en hud stres doma in po stresu je izbruhnil rak. Se pravi, to ni nekaj posebnega, kar bi bilo samo splošno veljavno samo izključno za fibromialgijo ali pa kronično razširjeno bolečino, ampak je to ena splošna zadeva, ki je pravzaprav čisto znana, da je stres nek trigger, bom rekla, sprožilec nečesa, kar že itak tli v tebi, noter, za kar imaš ti predispozicije in kar bi tako izbruhnilo slej ko prej, zakaj to pripovedujem? Zato, ker jaz res ne vem, kaj imajo naši člani. A imajo naši člani morda res to, da jim telo reagira nepravilno na bolečine, ali morda nimajo to, zato ker imajo 10 do 20 zelo resnih bolezni, ki upravičeno
povzročajo hude bolečine, hudo hipoksijo in hudo izžetost, pa je vseeno, ali govorimo tukaj o Ehlers-Danlosu, miozitisu, antifosfolipidnem sindromu, kronični črevesni bolezni, obstruktivni pljučni bolezni ali pa migrenah, karkoli govorimo, o redkih revmatskih boleznih, o vaskulitisu, lupusu, ali pa če govorimo o hormonskih, kot so endometrioza, policistični jajčnik in tako naprej. Naši ljudje nimajo samo ene od teh bolezni, imajo jih 10, 15 na kupu, Poleg tega imajo skoraj vsi tudi ortopedske težave, množične ortopedske težave, pa jim rečejo, da to ni nič tacka, zaradi česar bi jih lahko tako bolelo, Jaz ne vem, začela sem razmišljati, da morda res obstajajo dvoje vrste bolnikov. Eni, ki imajo v bistvu nek stres in depresijo in anksioznost in so najbolj verjetno napačno diagnosticirani z diagnozo fibromialgija, in drugi, ki imajo 10 do 15 ali pa 20 resnih bolezni in ki jim rečejo, da napačno občutijo bolečino. Verjamem, da obstajata dve skupini bolnikov in verjamem, da imamo različna društva, različne bolnike. Jaz lahko govorim samo za naše društvo bolnikov Zebra in trdim, da naši bolniki imajo več različnih hudih stanj, ki se tudi nalagajo en na drugega in ki upravičeno povzročajo tako bolečine kot izžetost. Smo pa opazili še nekaj zelo zaskrbljujočega. NIJZ je začel s projektom posodobitve obravnave kronične mišično-skeletne bolečine, ki je del načrta za okrevanje in odpornost, in za katerega, se pravi za to posodobitev obravnave in mišično-skeletne bolečine na primarni ravni, je NIJZ dobil 1.800.000 pa še nekaj evropskih sredstev. To je izgledalo z začetka, da morda bo pa to super, da bo kdo drug prevzel delo Soče, s programom za kronično nerakavo bolečino, ampak v praksi pa to ne izgleda tako. Izgleda tako, da želijo bolnike s fibromialgijo napotiti v centre za krepitev zdravja, in to še ni vse. V Sloveniji opažamo silovit narast, totalne manipulacije, reklamiranja tega, da naj bi fibromialgija bilo neko anksiozno, depresivno stanje, kar naenkrat so išle neke nove knjige, ki so v bistvu zelo stare knjige, ponatisnjene z zelo starimi hipotezami. V vseh medijih v najbolj eminentnih časih nastopajo ljudje, ki pripovedujejo, da je fibromialgija bolečina na nekaj, kar živčevje pretirano reagira, neupravičena bolečina, da imajo fibromialgiki depresijo in anksioznost. Širijo se zelo čudne, neprimerne razlage, ali pa morda za nekatere tudi so primerne. Morda nekateri bolniki res to imajo, ampak za naše bolnike iz društva bolnikov Zebra te stvari ne držijo, ne držijo. Ne vem, je to financirano iz tega denarja ali ni, tega ne morem trditi. Mi je pa zelo, zelo čudno, da se vse te stvari pojavljajo hkrati in ravno sedaj, ko gre za posodobitev obravnave in bi radi vse fibromialgike napotili v centre za krepitev zdravja, namesto da bi končno za nas ustanovili eno ambulanto, kamor bi se človek, ki ima fibromialgijo, lahko obrnil, kadar se mu stanje poslabša. Mi take ambulante v Sloveniji nimamo. Niti ne zgleda, da jo bomo dobili. Zanima me, kako bi se multipliki odzvali, če ne bi imeli nevrologa, kamor bi se lahko obrnili, ali pa diabetiki, če ne bi bilo diabetologa, ali pa, ne vem, nekdo s Parkinsonom, če ne bi bilo nevrologa, ampak bi jih poslali v centre za krepitev zdravja.
Meni se to zdi neresno, neodgovorno, zastrašujoče in nepravilno. To je moje osebno mnenje. Mislim pa, da si morate sami ustvariti svoje mnenje. Če imate res nepravilen odziv živčevja zaradi stresa in ste depresivni in anksiozni, potem nimate tega, kar imajo bolniki društva bolnikov Zebra in za vas v bistvu nismo pravo društvo. Če pa imate več redkih bolezni ali se vam več bolezni nalaga ena na drugo in so vam zato, ker ne vedo, čemu bi to pripisali, ker zdravnikov niso učili resnosti nekih bolezni, potem pa najbolj verjetno spadate k nam. Želela bi vam, da odkrijete pravi vzrok vaše fibromialgije in da to ustrezno zdravite, da se pri zdravnikih postavite zase in da podprete sami sebe v tem, da poiščete res pravi vzrok vaše bolezni. Navijam za vas, da vam rata, da stojite v stebru resnice, pravice, morale in etike in da ne obupate tudi takrat, ko vas pritisne v zid in ko poslušate zelo hude neresnice iz razno raznih medijev. Vse dobro.